Katoliško cerkev že več kot desetletja pretresajo spolni škandali, ki se dogajajo po vsem svetu. V Vatikanu naj bi vsako leto prejeli okoli 600 prijav o spolnih zlorabah, ki naj bi jih zagrešili duhovniki. Zato je Odbor Združenih narodov za pravice otrok predstavnike Svetega sedeža poklical na zagovor. 18 strokovnjakov Mednarodne organizacije Združenih narodov za otrokove pravice je prejšnji teden zasliševalo predstavnike Vatikana. Prosili so jih, naj izročijo dokumente, v katerih so zapisane podrobnosti o spolnih zlorabah otrok po vsem svetu. Pozvali so jih tudi k odkritejšemu in javnemu razkrivanju kršitev in primernemu kaznovanju vseh duhovnikov, ki naj bi spolno zlorabljali otroke. It's up to you to set up such a system, and that would also help you in answering our questions on what has actually gone on. A predstavniki Vatikana trdijo, da niso pristojni za kaznovanje osumljenih. Pravijo, da morajo to storiti sodišča v državah, kjer naj bi se zločini zgodili. Predstavniki katoliške cerkve so obljubili, da bodo sodelovali s krajevnimi cerkvami in tako sčasoma preprečili, da bi duhovniki in drugi predstavniki cerkve zlorabljali otroke. In the end, there is no excuse for any form of violence or exploitation of children. Such crimes can never be justified, whether committed in the home, in schools, in community and sports programs, in religious organizations and structures. Prejšnji papež Benedikt XVI je v zadnjih 2 letih že razrešil 400 duhovnikov in se žrtvam večkrat tudi javno opravičil. Sedanji papež Frančišek pa je že napovedal še strožje ukrepe proti zlorabam otrok.